Zdrav, spoštovana publika, dragi gostje. Torej, dobrodošli na prvi okrogli mizi današnje konference. Kot že omenjeno, bo tema pogovora odhod v tujino, vprašanje in problematika. Za začetek naj se vam kratko predstavim. Moje ime je Igor Cesarec in moja pot v tujini se je začela pred 11 leti. Po mednarodni maturi na Bežigradski gimnaziji sem šolanje nadaljeval na angleški univerzi London School of Economics, LSE, ker sem diplomiral iz ekonomije. Po diplomi sem v Londonu vrsto let delal kot analitik v ameriški investicijski banki Morgan Stanley, ker sem bil specializiran za trge denarnih valut in obveznic. Sledila je vrnitev na LSE, ker sem zaključil še dvojni magisterij iz ekonomije in ekonometrije. No, akademsko pot sem se pa potem odločil nadaljevati v Ameriki in sicer trenutno na New York University, NYU, opravljam doktorat iz ekonomije in delujem tudi kot asistent. Moja področja specializacije so makroekonomija, mednarodna ekonomija in pa monetarna ekonomija. Se pa že več kot 10 let tudi ukvarjam s povezovanjem slovenske skupnosti v tujini, s poudarkom predvsem na mladih in izobraženih. V Londonu sem bil predsednik LSE Slovenian Society in član upravnega odbora British Slovene Society. Prav tako sem pa tudi pobudnik, soustanovitelj in predsednik društva v tujini izobraženih Slovencev oziroma društva VTIS. No in še nekaj besed o društvu. VTIS združuje in povezuje Slovence, ki so v preteklosti ali pa še vedno študirajo ali raziskujejo v tujini. Organiziramo številne dogodke, tako v Sloveniji, kot tudi v tistih tujih državah, kjer se nahaja večje število slovenskih študentov, raziskovalcev in alumnijev tujih univerz. Več o aktivnosti društva lahko najdete na naši spletni strani www.društvovtis.si. Naše kontaktne podatke pa lahko vidite za mano. Tak je plan. Torej, kontaktni podatki so tudi na spletni strani ali pa kar pišete na info@društvovtis.si. Tudi ta okrogla miza je organizirana v sodelovanju z društvom VTIS, saj so prav vsi udeleženci, vseh 6 panelistov, so tudi vtisovci, pa tudi veliko govorcev na ostalih okroglih mizah danes in pa jutri tukaj na konferenci so člani društva. Vabim vse v publiki, da si ogledate našo spletno stran in se seznanite z našim delom. Tiste, ki pa ste ali pa še vedno študirate v tujini, pa vabim, da se včlanite. Ne bo vam žal. No, če se zdaj vrnemo nazaj k temi okrogle mize. Kot sem omenil že na začetku, sem v tujini že 11 let in v primerjavi z nekaterimi današnjimi panelisti sem že pravi veteran bivanja, študija in dela v tujini. Zato so verjetno moje informacije na temo odhajanja v tujino že precej zastarele. No, ampak na srečo imamo danes 6 izjemnih panelistov, ki imajo bolj nedavne in bolj ažurne izkušnje in informacije o odhodu v tujino in to bodo tudi delili z vami. Eno izmed prvih vprašanj, ki se pa postavi ob misli na študij in odhod v tujino, pa je, kako pa to financirati. In v uvodni predstavitvi, še preden bomo slišali govore naših 6 panelistov, bosta namenjeni prav temu vprašanju. Za začetek besedo predajam Petru Rožiču iz American Slovenian Education Foundation oziroma Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, ki bo predstavil programe raziskovalnih štipendij v ZDA. Peter, izvolite. Na platnu vidite logo od ASEF in sicer Triglav je precej jasen, kaj bi bilo pa pod Triglavom? Ja, lahko se vidi orel, se pravi, marsikateri Američan se prepozna v tem orlu, vidi se pa tudi knjiga, na nek način, da se notri prepozna tudi znanost. Pred dobrima 2 letoma in pol sva na DuPont Circle v Washingtonu skupaj sedela ob kavi v parku z Juretom Leskovcem in sva se pogovarjali o tem, koliko dobrega sva prejela zaradi dobre izobrazbe v Sloveniji in v tujini. In želja je bila, da bi nekaj tega vrnila nazaj skupnosti. In rodila se je ideja za ustanovitev fundacije, ki bi služila več namenom. Eden izmed teh, sicer zelo pomemben, je združevanje znanstvenikov in ostalih ljudi v Ameriki, ki jih zanima tudi Slovenija, združevanje oziroma povezovanje Slovenije in ZDA, sedaj to prerašča tudi še v Kanado in ostale dežele Amerik, hkrati pa podpora študentom, da bi lahko dobili tudi takšne priložnosti oni sami. Začeli smo zbirati ljudi, tiste, ki so navdušeni, tiste, ki so še bolj navdušeni, tiste, ki so pripravljeni finančno pomagati. Vam bo najbolj zanimivo, da kot duhovnik jaz sam zbiram denar, kljub temu, da včasih
ta podoba v Sloveniji ni najbolj prijetna, še posebej zaradi raznih škandalov, ampak jaz rečem kot jezuit, vse to, kar mi zberemo, jasno ni naše. Mi dva z Juretom so na nek način norca. Ne? Raziskujemo, delamo zelo trdo na univerzi, zraven pa še fundacijo furamo. Ne? In vse zastojno. Ampak je takšno veselje, ko vidiš študenta, ki pride v ZDA zaradi te štipendije in zacveti. In v tistih 2 mesecih spozna ključne ljudi na izrednih univerzah. Se sreča z najboljšimi profesorji na svetu. In potem pride nazaj v Slovenijo, da potem to znanje prenese tudi drugi. In to pa tisto veselje, ki se mi zdi, je preko vsake vrednosti. Tako da smo že lani potem imeli 2 štipendista oziroma 3 štipendiste v ZDA, letošnje poletje imamo že 4. Poleg tega, da so na odličnih univerzah, dobijo tudi namestitev pri Slovencih, ki živijo v ZDA, se na ta način potem še seznanijo s kulturo. Letos imamo pa prvič ta primer tudi, da je že prišel eden študent preko razpisa v Slovenijo v ZDA. Tukaj med nami je Cyril McNeil, ki je letos delan iz področja političnih ved. Toliko na kratko, lahko tudi obiščete internetno stran, zelo bomo veseli vaših vprašanj, vaše podpore, sploh pa sodelovanje in nam je veliko čas, da smo lahko tudi na tej konferenciji. Hvala. Danes vam želim samo čisto na kratko povedati, se pravi vsem, ki razmišljate o tem, da bi šli v tujino, ali imate že resne načrte, iščete si financiranje, nas poznate ali ne, pač katere so res tiste možnosti, ki so trenutno odprte, ki bodo v prihodnosti odprte. Tako da najprej mogoče za tiste, ki študirate v Sloveniji in razmišljate o neki kratkoročni, mogoče ne vem, 1 semester, tudi 2 semestra ali pa krajši mednarodni mobilnosti v tujino. Razpis, ki ga imamo vsako leto odprtega, je odprt razpis do porabe sredstev, kar pomeni, da dobi štipendijo dejansko vsak, ki izpolnjuje pogoje, ki so navedeni, je razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini. Trenutno je to 185 javni razpis, tako da jaz danes nimam slajdov, ampak boste lahko najdeli na naši spletni strani vse. Se pravi, ta razpis je namenjen študentom 1. in 2. stopnje, ki se odločijo, da grejo vsaj za 3 tedne, financiramo pa največ do 25 tednov, na nek študijski obisk v tujino. Predvsem želimo tukaj spodbuditi države izven Evrope, ker v bistvu se veste, v Evropi je že kar nekaj vzpostavljenih programov mobilnosti, ampak je možno dobiti tudi za Evropo. Kar je pogoj, je, da ste redni študenti in da vam institucija, na katero ste v Sloveniji vpisani, te obveznosti tudi nekako vrednoti. Bodi se ne bodo to kreditne točke, v bistvu je praktično vseeno, nekako naj vam to vrednotijo. In potem lahko dobite štipendijo, to je v bistvu tedenska štipendija, na mesec dobite nekaj manj kot 300 €, lahko pa dobite potem za pot izven Evrope še enkratni dodatek v višini 500 €. Potem drugi razpis, ki je ravno tako, pa v bistvu mogoče bolj za doktorske študente aktualen, letos žal po vsej verjetnosti zadnje leto, zato vsi doktorski študenti, ki mogoče razmišljate o tem, da bi šli v tujino, res da imate še možnost, da ta sredstva izkoristite. Je pa ta razpis namenjen študentom naravoslovja, tehnike in zdravstvenih ved, tako da tukaj žal smo omejeni. Je pa možno dobiti za katerokoli državo, višina sredstev je 800, 1000 ali 1200 € mesečno, pomembno pa je, da odidete v tujino vsaj za 3 mesece, pa za največ 8 mesecev. Pač toliko lahko financiramo. Pomembno je, da ste pri nas vpisani kot doktorski študent, da imate na tujini nekega mentorja, v bistvu to ni nujno uradni mentor, to je v bistvu nekdo, s katerim sodelujete, nekdo, ki pač vodi vaše raziskovalno delo v tujini, vam tam pomaga. V bistvu ta razpis je zdaj sicer odprt do konca septembra, ampak glede na to, da je še skoraj polovica sredstev na voljo, ga bomo po vsej verjetnosti podaljšali in bo možno in tudi še v naslednjem študijskem letu. Ampak je pa to, kot sem rekla, predvidoma zadnjič, žal, tako da če kdo o tem razmišlja, naj to še izkoristi. Potem sklad že nekaj časa sodeluje z ameriško ambasado pri izvajanju zelo prestižnega programa Fulbright. Tukaj ga tudi dodatno financiramo, tako da možnosti za doktorske študente, da pridobijo financiranje za gostovanje v ZDA prek programa Fulbright, so kar precej velike, tako da tukaj pa ni nobenih omejitev glede smeri, tudi ni omejitve, da bi morali biti prav redno vpisani kot doktorski študenti, se pravi, da bi morali imeti status. Pomembno je, da v bistvu svoje gostovanje opravite še pred opravljenim zagovorom doktorske dizertacije.
Za gostovanje za študijsko leto 16-17 je rok za prijavo na Fulbright program podaljšan bil do 3. avgusta, tako da če še mogoče v tem, ki razmišljate za naslednje leto, imate možnost še pripraviti prijavo. Ni vam treba imeti izbrane gostujoče institucije, vam jo tudi v bistvu pomagajo najti, ampak pomembno je, da se do 3. avgusta pripravite, da veste, zakaj bi šli v Ameriko, da imate jasen cilj, tako da v bistvu je kar precej možnosti, da to financiranje tudi dobite. Zdaj za tiste, ker so v bistvu tudi gosti današnje okrogle mize, ki pa razmišljate prav o študiju v tujini, se pravi na 1., 2. ali 3. stopnji, pa potem sklad vsako leto objavi razpis štipendij za študij v tujini. Razpis je predvidoma objavljen tako, do konca koledarskega leta je razpis objavljen, rok prijave je spomladi, rezultate pa zveste v jeseni. Tako da v bistvu tisti, ki razmišljate o študiju v tujini naslednje leto, morate to pač do konca leta, enkrat decembra, bo ta razpis objavljen. Štipendij je na voljo približno, tako bomo rekla, za 50 štipendij, odvisno od tega, kam se kandidati odpravljajo, koliko tisti študij stane, ker v bistvu naša štipendija financira življenjske stroške do 1000 evrov mesečno in pa potem letno šolnino do 15 000 evrov. In če prejmete našo štipendijo, potem dejansko vam je zagotovljeno financiranje za vsa leta študija. Tukaj v bistvu ni omejitev glede držav, omejitev je le ta, da za dodiplomski študij lahko dobite le na področju naravoslovja in tehnike, potem za ostala področja, razne že umetnosti, pa tudi na drugih področjih. V bistvu kriteriji, ki so tukaj za pridobitev to štipendijo, so predvsem ocene, izjemni dosežki, tudi delovne izkušnje, članki. Neka konkurenca je sicer kar velika, ampak možnosti v bistvu vsako leto imamo kar nekaj štipendistov, so zadovoljni in v bistvu, kakor je prej rekel že gospod Rožič, res prihajajo z nasmehi nazaj, zadovoljni, kot je to bistvena izkušnja in smo zelo veseli, da lahko prispevamo k njim. Hvala. Gremo sedaj k osrednjemu delu naše okrogle mize. Najprej bomo slišali predstavitve vseh naših 6 panelistov. Nato bo sledila razprava, v kateri bomo nadgradili ter dopolnili teme izgovorov. Na koncu pa sledijo še vprašanja iz publike. Za začetek besedi pozivam Mojco Nadles. Mojca je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v septembru 2011. Že med študijem je v Ljubljani bila izredno uspešna. Denimo v 4. letniku je osvojila prvo mesto na državnem pravniškem, tako imenovanem Pitaničevem tekmovanju. Po končanem študiju se je za 2 leti zaposlila na višjem sodišču kot sodniška pripravnica. V istem času je postala svetovalka za begunce in več kot 2 leti zastopala begunce pred Upravnim sodiščem in Vrhovnim sodiščem, v 2 primerih pa tudi pred Ustavnim sodiščem. Hkrati je delovala tudi kot pravna svetovalka na Pravnem informacijskem centru nevladnih organizacij, kjer je večinoma delala v azilnem domu. V avgustu 2014 je kot štipendijska fundacija Parus pričela z magistrskim študijem prava na Univerzi Harvard, kjer je ravno pred nekaj tedni magistrirala. Na magisteriju je specializirala korporacijsko pravo, mednarodno trgovinsko arbitražo ter teorijo in filozofijo prava. V okviru Klinike za človekove pravice je pripravljala poročilo o pravnem statusu sirijskih beguncev v Jordaniji. V sklopu študija je z eno izmed ameriških odvetniških pisarn zastopala sirijskega begunca iz Libanona. Krajši čas pa je v ZDA v enem izmed imigrantskih priporov pomagala somalijskim beguncem pri pripravi prošenj za mednarodno zaščito. Sedaj se vrača v Slovenijo. Že naslednji mesec bo pričela z delom v eni izmed večjih slovenskih odvetniških pisarn. Mojca bo v svojem govoru z nami delila svoje vtise o magistrskem študiju prava v ZDA. Izvoli, sedaj je tvoja. Kot je Žigor dejal, so moji vtisi res še čisto sveži in evo nasmeh na obrazu. Jaz sem se vrnila zdaj prejšnji četrtek in mislim, da se bo moj pogled še malo spremenil, ko bom enkrat začela delati in ko bom začela dejansko pač uporabljati znanje, ki sem ga tam pridobila še v praksi, ampak zaenkrat nekaj vtisov o pač res nepozabnem letu, ki sem ga preživela v Bostonu. Tako, rada bi predvsem predstavila svoje videnje vprašanja, zakaj sploh v tujino in v bistvu tukaj ne morem mimo vprašanja, kam v tujino. Eden od profesorjev na ljubljanski pravni fakulteti mi je že pred leti svetoval in bi se z njegovim pristopom kar strinjala,
naj se najprej odločim, ali želim v tujini pač poglobiti neko zelo specifično znanje, ali se grem v bistvu v osnovi razgledati in pač razširiti obzorja na splošno. V prvem primeru mislim, da je treba najti institucijo, ki je zelo močna na tem specifičnem področju, oziroma nekega točno določenega profesorja na neki instituciji, ki je potem lahko študentov mentor, in v tem smislu je potem dokaj vseeno, kje se geografsko ta institucija nahaja. Naprimer, sama imam tako izkušnjo še iz časa dodiplomskega študija, ko sem si želela izpopolniti na področju civilnega prava in sem se potem prav s tem namenom odločila študirati nekaj časa v Nemčiji, kjer je sistem civilnega prava zelo primerljiv slovenskemu, in sem se potem zaradi dobrega programa odločila za univerzo v Münchnu. V tem primeru se greš potem nekako izpolnjevati v okviru teh znanih neznank. V tem drugem primeru, ko se greš dejansko razgledati, razširati obzorje, pa mislim, da je dobro, da greš študirati izven Evrope, ker je sistem študija, zdaj jaz lahko sama govorim samo za ZDA, res zelo drugačen kot v Sloveniji, in mislim, da je dobro, da izbereš čim bolj renomirano univerzo. Prvič zato, ker je vsaj v mojem primeru bilo potem veliko lažje pridobiti finančna sredstva za tak študij, prvič v Sloveniji, potem pa tudi v tujini je bila v bistvu univerza Harvard edina, ki je ponujala štipendije, ki so bile pač odvisne od finančnega stanja, tako da je bilo potem nekako to za študente iz tega dela Evrope in iz drugih mogoče krajev po svetu, nekako je bo študij lažje dosegljiv. Drugič, mislim, da je potem lažje dobiti službo, tako v tujini je bilo v bistvu ponudb kar nekaj, oziroma razpisov, ki so bili pač na voljo tudi študentom iz Evrope oziroma drugih neameriških univerz. Pa mislim, da je bilo potem tudi lažje se nekako vrniti v Slovenijo in tukaj pač dobiti neke zelo omamljive v bistvu ponudbe. Tretjič, mislim, da je na teh šolah res zelo močen alumni in že v bistvu spoznavanje teh študentov, ko si tam, ko z njimi študiraš, je v bistvu ena neprecenljiva izkušnja, ker so tudi oni sami neverjeten vir znanja, ker so bili pač tudi sami najboljši študenti v svojih izvornih državah in tudi potem, ko se pač vrnejo nazaj, prevzemajo neke pomembne pozicije in je to z vidika mreženja in ohranjanja poznanstev, mislim, da zelo koristno. Četrtič pa zato, ker menim, da se na takšnih univerzah, če si odprt za to, na nek način res lahko prepustiš toku študija in osvojiš neka znanja, za katera sploh pač prej nisi vedel, da obstajajo. Na nek način spoznavaš te neznane neznanke. Naprimer, jaz sem v osnovi študirala korporacijsko pravo, kot je Igor povedal, ker sem tudi pač štipendistka fundacije Parus, ampak sem potem čisto slučajno vzela še neke druge predmete, zato ker so bili pač strani študentov zelo dobro ocenjeni. Naprimer, Sex Equality, neke legendarne feministične aktivistke, Catherine McKinnon, potem vzela sem teorijo o pravu, enega od najstarejših takih klasičnih profesorjev prava, Louisa Sargentića, in moram reči, da so bile to najboljše izkušnje. No? To mi je dalo neko največjo dodatno vrednost, ko sem bila tam, ker sem pač osvojila neka nepredvidena znanja, ki so bila zame pač nekaj popolnoma novega. Poleg tega bi omenila še dva vidika, zaradi katerega se resno splača razmisliti o študiju v ZDA. In sicer prvi je neverjetno interdisciplinarno naravnan študij. Vsaj pri nas so redko naši predmeti temeljili strogo na pravu, ampak so bili zelo povezani z ekonomijo, psihologijo, filozofijo, politično znanostjo in tako naprej. Druga pa je osvajanje teh mehkih veščin, naprimer na Harvardu je zelo veliko poudarka na pogajalnih sposobnostih pravnika, na obvladovanju stresa na delovnem mestu in na neki širši pravniški etiki. Potem pa seveda študij je v Ameriki drugačen tudi zato, pa tudi seveda nekje drugje v Evropi, ker so vse fakultete med seboj močno povezane in v bistvu spoznavaš tudi študente
iz drugih smeri, obiskuješ neka predavanja gostujočih predavateljev in nekako teh možnosti za širitev znanja izven svoje matične vede je zelo veliko. Za konec mogoče moj nasvet je, da greste v tujino, odprte glave, ker je res ni mnogo neznank, ampak prav zato greste tja. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. No, teh naslednjih nekaj minut jaz namenjam predvsem tistim najmlajšim v tej sobi trenutno, ki so pred dejstvom, da se odpravijo na študije v tujino. Pa bom poskusil navesti nekaj praktičnih nasvetov, ki se vam verjetno porajajo. Torej, je težko priti na univerzo, kakšni so sprejemni pogoji, kako je živeti in se učiti v tujih razmerah, se sistem študija in dela razlikuje od slovenskega. Verjamem, da je to nekaj izmed vprašanj, ki si jih verjetno sedaj postavljate, pa naj poskušam podati nekaj mojih osebnih odgovorov. Torej, zakaj na študijo v tujino? Osebno mislim, da sedaj, če bi me kdo to vprašal, bi rekel, da predvsem zaradi drugačnega načina dela, kjer je veliko poudarka na samostojnem delu in pa tudi na praktičnem pouku. Zaradi odličnega in odprtega odnosa profesorjev, ki se zdijo zelo dostopnejši in bolj odprti, pa naj se bo to zaradi tega, ker v angleščini ni vikanja in samo ta you, ki ta prvi odnos, ko stopiš stik s profesorjem, resnično nekako se takoj počutiš zelo povezanega in pa tudi za profesorje enostavno zaradi tega tutorskega sistema prebiješ več časa. Tudi miselno študentom mislim, da je v tujini drugačna, kajti namreč skoraj prepričan sem, da v tisti predavalnici, kjer nas je noter 200 študentov, bi lahko na prste ene roke preštel študente, ki so tam samo zato, zaradi statusa, če hočete, ali pa samo zato, da študira, ampak je tam resnično 200 ljudi, ki se želijo znanja in ki vsi zelo trdo delajo, da to dosežejo. In je tako okolje tudi zelo stimulativno. Na koncu koncev pa je študij v tujini tudi za posameznika izziv, ena velika pustolovščina ter seveda odkrivanje sveta, novih kultur, prijateljev, jezika in pa nenazadnje tudi eno veliko spoznavanje samega sebe. Če se sedaj osredotočim torej na proces odhajanja iz srednje šole v Sloveniji na študij v tujini, v svojem primeru seveda uporabljam Anglijo, je pomembno, da čim prej ugotovite, v kateri znanstveni sferi se vidite v prihodnosti. Na to seveda sledi odločitev v izbiri kraja izobraževanja in pa same institucije. Da dospete do te odločitve je po mojem mnenju smotrno opraviti čim več virov, od srečanj, kot je današnje, in pa do pogovora z ljudmi, ki imajo to izkušnjo. Če bi se danes še enkrat sam odpravil prvič na študij v tujino, definitivno, kaj bi storil, bi napisal mail na društvo Stiskajte. Društvo je resnično toliko ljudi, ki so študirali na vseh možnih koncih sveta in vam lahko resnično podajo tiste prve informacije iz prve roke. Tako da to je nekaj, kar bi vsekakor smotrno storiti. Za angleške univerze je pomembno, da se dijaki za maturo izberejo tudi pravilne izbirne predmete. Na spletni strani vsakega izobraževalnega programa je namreč celo jasno zapisano, kakšni so vstopni pogoji in kaj potrebujete, da se na nek program lahko vpišete. Priporočljivo je, oziroma sam bi rekel, da nekako odsvetujem to last minute varianto in vam priporočam, da si vzamete dovolj časa, naprimer vsaj eno leto, če ste v srednji šoli, je to verjetno 3. letnik, za miren razmislek in zato, da lahko v rokih opravite vse obveznosti. Za Veliko Britanijo je treba izpolniti UK spletno prijavnico, o kateri mislim, da bo še Patrik kasneje nekaj več povedal. Potrebno je pridobiti za Anglijo vsaj 2 priporočili profesorjev in pa morebiti opraviti sprejemne teste, bodisi jezikovne ali pa takšne subject specific, če posamezna univerza to zahteva. Zdaj, če pa je kdo izmed vas dijak mednarodne mature, pa vam tega jezikovnega testa seveda ni potrebno opraviti, ker vam zatem, ko je mednarodna matura pač je v angleščini, tudi opravite maturo na higher levelu, vam to avtomatsko priznajo. Če je vaša prijava uspešna, potem vam bodo angleške univerze ponavadi izdale eno pismo, ki se mu reče conditional offer, v katerem vam bodo nanizali pogoje oziroma ocene, ki jih morate doseči na maturi, da boste potem tudi končno sprejeti. Ko ste enkrat izbrali univerzo, dali prijavo in dobili ta conditional offer, vam v bistvu do mature, če tako hočete, ne ostane nič drugega, kot da se na njo maksimalno pripravite, jo odpravite in ko dobite želene rezultate, ki dosegajo tiste standarde, ki jih od vas zahtevajo, to spričevalo potem navadi pošljete ali pa v primeru mednarodne mature se to zgodi avtomatsko do univerze, ki na to spričevalo pregleda in vas obvesti, koliko pač zadostite pogojem, da ste bili sprejeti na univerzo. Na to vam v bistvu zraven tega pisma, v katerem vam potredijo sprejem, pošljajo še en cel paket brošur, ki vas v bistvu vodi od vsega. Do tega, kako najti
namestitev za prvi letnik je v bistvu za prvi letnik zagotovljeno strani univerze, do tega, kako odpreti bančne račune, se urediti telefonsko številko in tako dalje. Na to sledi pakiranje in že v prvem tednu v Angliji in pa v tujini vas čaka tako imenovani Freshers Week, je spoznavni teden, ki je resnično poln kulturnih in pa športnih dogodkov, to seveda veliko organiziranih zabav, ker boste v hipu spoznali nove prijatelje. V času študija tuje univerze ponujajo veliko društev, ki zajemajo interese od A do Ž in s tem resnično mislim od A do Ž tudi do vseh nemogočih stvari, kot se društvo ljubiteljev temne čokolade z lešniki ali še kakšno banalno stvar bi lahko našli, ampak za vsakega posameznika se nekaj, kar ga bo zanimalo. Tako da se v bistvu vredno vključiti v to, sicer pa tudi ponujajo vse ostale aktivnosti povezane z glasbo, športom in pa seveda verske, kulturne in pa kreativne skupine. Zdi se mi, da je angleški visokošolski sistem relativno zahteven, ampak je hkrati tudi nam študentom zelo prijazen in pa stimulativen. Mislim, da predvsem naravoslovni študiji v primerjavi za Slovenijo nam študentom ponujajo izjemno veliko količino praktičnega pouka in pa tudi resnično širok izbor in pa spekter izbirnih predmetov, ki ti nekako omogoča, da kot posameznik resnično slediš in pa stremiš k nekemu ožjemu izboru svoje znanosti, da se lahko usmeriš v tisto, kar te res zanima. Potem je tu še, torej, kot sem že omenil, sistem personalnih tutorjev, ki ga ima mnogo tujih univerz in ta še dodatno pripomore, da je ta tranzicija iz srednje šole na univerzo v tujini zelo enostavnejša. Naj zaključim z dejstvom, da bi želel, da si dovolite sanjati. Kajti mislim, da vsi, ki smo danes tukaj, vemo, da se sanje, pa čeprav se sliši še tako magično, dajo uresničiti, ampak uresničijo se z delom, ter uresničijo se ljudem, ki zmorejo in ki znajo. Zatorej bodite pogumni, trudite se, postavite si jasne cilje ter jim sledite. Vsekakor si morate vzeti dovolj časa za razmislek in pa za vse administrativne opravke pred odhodom na študijo v tujino. In zelo pomembno, bodite proaktivni, izkoristite vse vire informacij ter se obogatite z vsemi informacijami, ki so vam na voljo, da bo ta vaša izkušnja tranzicije iz Slovenije v tujino kar se da enostavna in vse najboljše na vaši poti. Spoštovani gospe in gospodje, sam bom zaradi moje izkušnje v Veliki Britaniji mogoče le še malo dodal k Alenovi predstavitvi. Sam sem si želel že v srednji šoli študirati v tujini. Univerze svetovnega merila, izjemna raziskovalna dejavnost in boljše možnosti zaposlitve so bile to, kar sem v svojem nadaljnjem šolanju iskal. Velika Britanija ponuja vse to, hkrati pa je zaradi jezika in letalskih povezav za slovenskega študenta tako rekoč na dosegu roke. Pa začnimo kar z vpisom. Tako kot je že Alen povedal, je zelo pomembno, da si izberete pravilne izbirne predmete in te informacije so enostavno dostopne preko spletnih strani univerz. Recimo za medicino je potrebno imeti kemijo in biologijo, medtem ko je v Sloveniji možna kombinacija s fiziko. Zato je treba začeti včasih razmišljati o odhodu v tujino in nadaljnjem študiju že ob koncu drugega letnika. Glede samega vpisa, vpisujete se preko spletnega sistema UCAS. Potrebujete priporočilno pismo profesorja. To naj bo profesor izbranega študija oziroma predmeta, ki se močno navezuje nanj. Za primer fizike naj bo to profesor ali matematika ali fizike, za medicino bi to potem bil profesor ali profesorica biologije ali kemije in tako dalje. Ta profesor potem napiše priporočilno pismo, ki se dalje pošlje univerzi. Potrebujete tudi tako imenovane predvidene ocene oziroma predicted grades, ki so ocene, za katere vaši profesori mislijo, da jih boste dosegli pri njihovem predmetu na maturi, če še mature niste opravili. Potem pa morate tudi napisati motivacijsko pismo, tako imenovani personal statement, kjer z vašimi dosežki, z vašim ukvarjanjem v prostem času dokazujete, kako zelo ste motivirani za vaš študij. Če ste potem uspešni, vas univerze velikokrat povabijo na intervju, kjer se potem sprejme dokončna odločitev. Za nekateri študiji so pa tudi potrebni sprejemci, recimo za medicino sta to BMET ali UKCAT, ki sta spet odvisna od univerz. Za Oxford recimo se potrebuje tudi sprejemni izpit iz fizike, vendar pozor, lahko se ti sprejemni pogoji in sprejemni izpiti razlikujejo od posameznega koledža.
Glede samega odhoda v tujino, kot je omenil Žalin, univerza daje veliko podporo vsem študentom in prav na Freshers Weeku se to najbolj pozna. Organizirane so zabave, organizirana so študentska druženja, da lahko pozabite na domotožje in si čim prej najdete nove prijatelje in nove ljudmi, s katerimi boste doživljali svoj prosti čas in si tako olajšali občutek osamelosti, ko pridete v novo okolje oziroma novo, zelo veliko mesto, kot je London. Prvo leto je načeloma povsod omogočeno bivanje študentov v študentskem domu, kar je za moje pojme zelo pomembno, saj si tako ne rabite iskati stanovanja preko interneta nadaleč in se izognete možnim prevaram. Hkrati pa so ti študentski domovi velikokrat zelo blizu univerze, tako da potrebujete 15 minut peš in se ne rabite takoj začeti uvadati z katerim avtobusom ali katero linijo podzemne morate vzeti, da pridete do predavanj pravočasno. Prav tako so zelo pomembna društva univerze, kjer vas univerza sama zelo spodbuja, da se vključite. Kot je že omenil Alen, veliko pripomorejo k občutku študentskega življenja v Veliki Britaniji in mogoče najbolj pomembna stvar, ki bi jo dodal, je, da so vsa ta društva ustanovljena v sklopu univerze oziroma univerzitetnega društva študentov in so zato tudi delno subvencionirana. Zaradi tega je potem recimo treniranje kakšnega športa ali ukvarjanje s kakšno dejavnostjo, ki bi bila drugače zelo draga, veliko lažje. Sam sem tako opravil potapljaški izpit, ki me je v bistvu prišel nekajkrat ceneje, kot bi v Sloveniji. Ko smo že pri društvih, zelo pomembno se tudi izkaže pri nadaljnjem iskanju službe, če ste bili v kakšnem društvu ali še posebej, če ste bili v upravnem odboru društva. Nakazuje ne samo to, da ste se sposobni vsesti in naučiti za dobro ceno, ampak tudi to, da imate dobre medosebne odnose in da se vam lahko v primeru položaja v upravnem odboru zaupa za odgovorno pozicijo. In to je to, kar vaši bodoči delodajalci hočejo, da se izkažete, da se ne znate samo učiti, ampak da tudi znate funkcionirati v sklopu širše družbe. Ko smo že pri zaposlitvi, če govorim iz svojega in sosednjih področij, posebej za naravoslovje, mogoče še bolj za inženirske vede, se od študentov pričakuje, da v sklopu študija opravijo delovno prakso, da si že pridobijo delovne izkušnje. Velikokrat je to z poletnim delom in velika razlika mogoče med Slovenijo in tujino je, da so tam veliko bolj odprti tem študentskim delovnim izkušnjam. Te možnosti seveda tudi obstajajo v Sloveniji, vendar mislim, da veliko študentov se jih ne zaveda oziroma ne ve za njih. V veliko pomoč pri iskanju nadaljnje zaposlitve je, kot je že omenil predsednik Slovenskega kongresa, prav to povezovanje in omogočanje teh kariernih centrov univerze, ki vam potem iščejo službo, ki vam pomagajo pri pisanju prošenj, ki vam pomagajo pri pisanju vašega CV-ja, ker si želijo, da vi uspete, ker s tem univerza izgleda zelo dobro, če ima v roku 6 mesecev od končanega študija več kot 90% študentov zaposlenih. Veliko teh podjetij tudi operira tako imenovane graduate scheme, ker vi po končanem predzadnjem letniku študija odidete na prakso v podjetje za kakšna 2-3 mesece poleti in če ste bili uspešni, vam potem podjetje tudi lahko ponudi možnost zaposlitve in vas sofinancira v vašem zadnjem letniku študija pod pogojem, da po končanem študiju vi pridete delati za njih. Ena izmed takšnih firm je tudi recimo Goldman Sachs, kjer poznam prijatelja, ki mi je prav to razložil. Glede samega prehoda v drugi letnik pa ni bilo drastične razlike. Največja je bila prav to, da v velikih mestih, oziroma nasplošno v univerzah v velikih mestih, ni več garantirano univerzitetno stanovanje in se je zato potreba najti privatnega najemodajalca za vašo nastanitev. Veliko študentov, med njimi sem tudi jaz, se potem poveže skupaj v skupine prijateljev iz študentskega doma ali iz istega faksa in to sem storil tudi jaz in na ta način si deli stroške novega stanovanja in rešuje svojo stanovanjsko krizo. Seveda je to potem tudi finančni preskok, kajti privatno stanovanje je veliko dražje, vendar z
štipendijo in z morebitnimi zaslužki od poletnega dela seveda priti skozi. Najlepša hvala. Jaz bom verjetno mojo predstavitev začel malo drugače. Če malo pobrskamo po temle programu, vidimo, da jaz po eni strani izstopam. Ker edini prihajam iz neke umetniške smeri, ki mogoče na prvi pogled ni znanstvena, oziroma jaz nisem raziskovalec, ampak v nekem smislu tudi sem raziskovalec. Zato bom predstavitev začel tako. Moja izkušnja s študijem v Veliki Britaniji je verjetno drugačna. Prvič zato, ker je bila moja šola manjša, torej nisem imel zagotovljenega stanovanja. Drugič zato, ker študiram na področju umetnosti, torej se nisem mogel prijaviti na Ad Futuro. In tukaj bi na tem mestu še enkrat apeliral, da jaz po mojem mnenju menim, da bi morala država zagotoviti neko enotno platformo, kjer bi lahko vsi dobili ta denar in si s tem zagotovili stroške šolanja, torej stroške namestitve, potem pa bi lahko imela dodatna ministrstva še dodatne razpise za recimo svoje področje, kot ga sedaj že ima Ministrstvo za kulturo. Torej, moj prispevek nosi naslov Odhod razuma, odhajanje vesti. Na prvi pogled je ta naslov dokaj celo ezoteričen in zato se po vaših glavah verjetno mudi, kaj pravzaprav jaz s tem mislim. Zato bom začel takole. Svojo predstavitev bom razdelil na dva dela. Prvi bo govoril o razumu, drugi pa o vesti. In če začnem z razumom, odhod razuma. S tem je predvsem mišljeno, da smo kot družba zavili s poti. Torej, da nam nekaj gre narobe, da nekaj potrebujemo, da moramo narediti spremembe. Če pa govorimo o vesti, je pa s tem mišljeno vest kot neko zavedanje samega sebe, iz kje prihajam, kaj me predstavlja, kaj mi pomeni domovina, kaj mi pomeni lokalno okolje. In prav tukaj se začne naš problem. Poslušali smo neke izjemne predstavitve, neke bogate življenjepise, ampak to meni ni najbolj pomembno. Meni je bolj pomembno to, da tukaj sedi v tem primeru 6 mladih, oziroma 5, če izvzamem mene, ki so tukaj, da bi nekaj naredili. Tako, v bistvu 6 mladih, če nekaj ne izvzamem, se pravičujem Igor. Ker smo vsi mladi po srcu, če ne drugega. Tako, torej, da tukaj sedi 6 mladih, ki želijo nekaj narediti tudi v Sloveniji. Torej, želijo pripomoči lokalnemu okolju, niso pasivni in imajo v življenju jasno vizijo. Zakaj takih mladih ni več? To je sedaj pomembno vprašanje. Zakaj takih mladih ni več v tujini, zakaj jih ni v Sloveniji? Če začnem z eno kratko anekdoto. Pred 2 mesecema sem se prvič vrnil v Slovenijo in sem se dobil na kavi z kolegi iz srednje šole. In pogovor je tekel nekako takole. Jaz jih vprašam, kako kaj študij, kako kaj žurke, Ljubljana, Maribor, se žurira, se uči, kako je študij, kaj vas najbolj zanima. In takoj sem začutil neko pasivnost, mogoče celo neko vdanost. In potem sem sam pri sebi začel razmišljati, ampak recimo jaz bi lahko o tem govoril 3 ure, ker imam neke cilje, vse me zanima, delujem v zborih, delujem v lokalnem okolju, v društvu, vtis in tako dalje. In zato sem začel razmišljati, ali je to samo v Sloveniji ali tudi v tujini. Ali je najbolje, da kar vsi spakiramo kufre in se odpravimo v tujino? Če dobro razmislimo, temu ni tako. Po mojem mnenju se povsod najde procentualno enako ljudi, ki ne vejo, kaj bi s svojim življenjem, ki nimajo jasnih ciljev. In tukaj se sedaj pojavi predvsem vloga vzgoje in izobraževanja. Sam sem imel recimo celo negativno izkušnjo v srednji šoli, ker so želeli nekako nam celo skrivati pred nami neke možnosti. Torej možnosti mednarodne mature, v tem primeru je naš najbližja Mariboru, in to seveda ni doseglo željenih rezultatov. Seveda v današnji dobi imamo internet, imamo pametne telefone in si vsak mlad lahko pogleda in točno ve, kam si želi. Zato mislim, da je ta pristop popolnoma napačen. In tukaj mislim, da bi mogli imeti izobraževanje zelo pomembno vlogo. Zato, ker ni pomembno, kje si. Ti si lahko v Sloveniji, lahko si pa tudi v tujini. Jaz lahko recimo iz Londona veliko pripomognem k svojem lokalnemu okolju, seveda prek interneta, prek Facebooka in prek drugih medijev, lahko pa študiram v Ljubljani, se imam lepo, sem v študentu za 50 € in ne sodelujem nikjer. Sem pasiven in me lokalno okolje ne zanima. Seveda je tukaj tudi pomembna vloga družine. Pač nekateri smo te vrednote od družine dobili, drugi spet ne. In prav zato je pomembno, da izobraževanje te dodatne pogoje in te dodatne emocije v nas vzbudi. Če govorimo seveda o domovini, da se zavedamo, od kje smo, od kje prihajamo in da imamo nek stik z domovino, nek zdrav odnos, kar seveda pomeni, da lahko ostanemo v tujini, lahko se vrnemo,
ampak vedno razmišljamo o tem, kako bi lahko pomagali lokalnemu okolju in državi. Tako, mislim, da sem skoraj končal mojo predstavitev. Mislim, da je bila zelo drugačna od vseh ostalih. Predvsem nisem šel v to klasično razmišljanje o študiju v tujini, ker vemo, da v današnjem času se lahko vsak pogleda vse bolj kot ne na internetu in mislim, da ste tudi od vseh ostalih dobili dovolj potrebnih informacij o štipendiranju in o samem študiju. Zato naj zaključim z mislijo. Odhajanje v tujino ni problem. Odhajanje v tujino je nujnost za vsakega mladega posameznika, ki želi vedeti več, videti več in biti več. Naj si bo to za teden, naj si bo to za mesec oziroma za celotno študijsko obdobje. Problem je v tem, kakšni ti posamezniki so, ki odhajajo in predvsem to, kakšen odnos imajo do domovine. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. No, jaz bom pa v bistvu začela, kako sem sploh prišla do Amerike. Zdaj, ko sem poslušala vaše govore, kako ste vi v bistvu sami iskali to, na nek način je v bistvu ta priložnost prišla do mene. Jaz sem bila v 4. letniku gimnazije. Jaz sem se odločila, kaj bom naredila. Plavalci, v bistvu nasploh športniki, se soočamo v Sloveniji z ogromnim problemom. Tekmujemo, smo trenirali na visoki ravni, potem pa pride konec gimnazije, začetek študija. Veliko nas je, kateri si želimo po opravljeni karieri priti do uspešnih karier. Mene od vedno so zanimale finance in sem vedela, da hočem iti recimo na ekonomsko fakulteto v Ljubljani, s tem pa je to pomenil konec moje plavalne kariere. Potem sem v bistvu v 4. letniku dobila ponudbo za University of Hawaii in Manoa. University of Hawaii, tam, kjer sem jaz, v bistvu ta Shiloh College of Business, je na 14. mestu v ZDA, tako da je v bistvu rankiran zelo visoko. Pa seveda, ko slišiš Hawaii, kdo ne bi šel. S tem v bistvu, ampak odločitev je težko padla, treba je zapustiti domovino, že pustiti, ne vem, jaz sem iz Ljubljane, mislim, če bi ostala v Ljubljani, se ne bi najbolj odselila od staršev, od prijateljev in od vsega. Na koncu sem v bistvu to sprejela, zaradi tega, ker hočem postati nekaj več in že samo ta neka priložnost, zakaj ne bi izkoristila se naučiti nek tuji jezik in vse. Se pravi, in potem sem v bistvu decembra 2011 odšla v Ameriko. Tako je, v Ameriki šolsko leto traja, začnemo konec avgusta in semester traja do nekje konca decembra. Potem sledi ta Christmas break, ki traja do nekje sredi januarja, ko se znova pričnejo predavanja, do sredine maja. Športniki pa imamo v tem obdobju po božiču do sredine januarja najtežji ciklus treniranja, ko lahko treniramo, kolikor si zaželimo, koliko nam naše telesa dopuščajo, tako da sem takrat odšla. Ker sem pa šla prvi kulturni šok, mislim, to je čisto noro. Jaz sem si predstavljala Amerika dosti, nam je kulturno blizu, šele ko sem tja prišla, drugi svet je, drugo razmišljanje. Potem v bistvu, vsaj tako je bilo, jaz sem tle študirala navadno v gimnaziji, nisem hodila, bila dijakinja, nisem bila v angleščini, tako da v bistvu da se ti naučiš angleško na vsakodnevni bazi in vse, to je bil nek največji šok in šola je bila v bistvu takrat najlažji del. No, še nekaj besed o moji športni karieri. V bistvu ti, ko si športnik na univerzi v Ameriki, si kot student athlete imaš čisto drugače te profesori gledajo. Od tega, da v Ameriki si ti sam prilagodi svoj študij, sam si izbere svoje predmete in student athletes mi imamo v bistvu prednost pri sestavljanju našega urnika. Tako da je v bistvu to en velik plus. V Ljubljani, ko govorim s svojimi vrstniki, rečejo, mi smo na faksu od jutra do večera, pa vmes imamo 3-urne pavze. Tega pri nas ni. Si na faksu, ne vem, od 9 do 3 popoldne najdlje, potem pa si v bistvu organiziraš dan, kakor si sam želi. Tam v Ameriki vsi vemo, da je študij izjemno drag. Od prvega do zadnjega študent poleg študija dela, zame je v bistvu bil na nek način delo plavanje. S tem sem se plačevala študij, v bistvu šola mi plačuje, ampak moj delovnik je trajal od 5:30 zjutraj sem ostala, šla na trening za 2 uri pa pol, šla na faks,
prišla morebiti domov in potem zopet na trening za 3 ure in tako je bilo v bistvu zadnje 4 leta. Ampak v bistvu ta način treniranja v Ameriki je popolnoma drugačen kot tle. V Sloveniji, predvsem v Ljubljani, ko smo trenirali, to plavanje je že tako individualističen šport, in v Ljubljani je bilo to čestiti. Po domače povedano, vsak sam za svojo rit skrbi pa vse. V Ameriki je to čisto drugače. Nas je od 50 do 60, večinoma tujci pridemo tja z boljšimi rezultati in smo večinoma boljši, ampak ko si ti del te ekipe, to od 50 do 60 nas mi dihamo en z drugim in naš trener vsakič, ko pridemo na tekmo, reče, vsak mora za vsakega navijati. Mi smo bili skozi eno k drugemu. In še drug pomemben vidik, naš trener je vedno spodbujal dobre ocene. In mi smo mogli imeti določeno povprečje, da smo v bistvu sploh lahko bili del ekipe in vsega in nas spodbuja k temu, poleg tega nas pa spodbuja, da smo dobri ljudje. Veliko smo tega volonterskega dela delali ob plavanju, ob šoli in ob vsem, kar mislim, da je neprimerno pomemben spekter. Samo pa potem, če se dotakne malo študija, ko slišim zgodbe doma, jaz lahko povem, da v Ameriki so izjemno prijazni profesorji in izjemno dostopni. Če imaš kakršenkoli problem, se želiš sam pogovoriti o predmetu, ti karkoli dela, kakšne enačbe ti delajo probleme, to zdaj čisto govorim, zmeraj lahko pristopiš do profesorja, kateri te bo sprejel odprtih vrat in so veseli, če ti prideš, pa jih sprašuješ in zelo so prizemljeni, to noro, izjemno prijazni, potem pa v bistvu jaz mislim, da je način študija, predvsem finance, to, kar študiram, da je izjemno praktično in jaz sem imela zdaj ta semester sem imela predmet, kjer smo reševali probleme v financah, kateri so se dejansko pojavili v svetu in smo jih mogli mi reševati. Cel predmet pa je potekal tako, da smo sedeli za eno veliko mizo in smo študentje večinoma delali in smo se pogovarjali, iskali rešitve. Tako da z tega aspekta mislim, da je ta študij v Ameriki res enkratna priložnost. Zdaj meni se bliža konec tega študija, zdaj je treba razmišljati, kaj bom naprej, bom ostala v Ameriki, se bom vrnila v Slovenijo, se bom vrnila v Evropo, mislim iti naprej, delati masters in vse. To je vprašanje, ker ga te dni največ dobivam. In tako je, zelo lepo je iti v svet in vsakmu priporočam, naj gre ven. Zaradi tega, ker to, kako mi rastemo na osebni ravni, to je neverjetno in poznamo ljudi iz vsega sveta, ta networking je res neprimerno velik, potem pa, ampak po drugi strani, pa ni države kot je Slovenija, to je ena prelepa dežela in so možnosti za zaposlitve, jaz v to trdno verjamem in je potrebno samo veliko optimizma in volje in neke želje po delu, da delamo kvalitetno in vse, tako da nič raje, kot da se vrnem domov in si poiščem zaposlitev v naslednjem letu. Hvala. Z vami bi rada delila mojo zelo pozitivno izkušnjo v študiju v tujini in odhodom in življenjem v tujini in mogoče bi s tem mlade samo še spodbudila pri odločitvi k odhodu. Torej, podobno kot predhodnica Sofijo je tudi mene pot vodila v ZDA, kjer je znano, da je študijski sistem prijazen do študentov, ki želijo poleg študija se ukvarjati še s tekmovalnim športom. Tako sem se zaradi moje ljubezni do nogometa odločila se preizkusiti čez lužo, kjer sem prijela polno štipendijo in tako ob študiju po programu Legal Studies zastopala barve univerzitetne ženske nogometne ekipe. Moram poudariti, da je ženski nogomet v Ameriki zelo priljubljen in skoraj to je osnovni šport za dekleta. Torej, ko sem pričela študij na univerzi, tako kot večina ameriških študentov, nisem še imela izoblikovane odločitve o smeri študija. Kar pa sploh ni nenavadno, saj sta prva 2 do 3 semestri namenjeni študentom, da se v pestri možnosti izbire predmetov najdejo za njih najbolj ustrezni smeri študija.
Študenti imajo tudi možnost spremembe teh predmetov na začetku vsakega semestra. Torej, moja izkušnja je bila taka, da sem imela veliko zanimanje za fizioterapijo in pravo. Lahko si predstavljate, da je bil moj urnik poleg vseh osnovnih predmetov, ki so obvezni za vse študente, kot je na primer računalništvo, matematika, statistika, sestavljen iz nenavadne kombinacije naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Po 2 semestrih sem se zaradi načina dela in vsebine odločila za smer Legal Studies, kot izbirne vsebine pa opravljajo predmete iz naravoslovne smeri. Torej, Legal Studies je študijski program, ki je značilen večinoma za anglosaški pravni sistem. Poleg tega pravno izobraževanje poteka v ZDA drugače kot drugod po svetu, tako je odločitev za ta smer študija odlična osnova za vpis na njihovo law school oziroma po naše pravno fakulteto, ki je pa v ZDA šele podiplomski študij. Torej, po zaključenem 4-letnem dodiplomskem programu študent lahko diplomira iz katerekoli smeri, se ameriški študenti oziroma študenti nasploh po uspešno upravljenih sprejemnih izpitih lahko pišejo 3-letno law school. Podobno velja za študij medicine in fizioterapije, arhitekture in tako naprej. Po zaključku dodiplomskega študija smeri Legal Studies se veliko študentov zaposli, saj naziv že prinaša poklic paralegal, to je kot nekakšen pomočnik odvetnika. Ta dan opravlja večino raziskovalnega dela, ni pa pooblaščen za zastopanje strank in podpisovanje dokumentov. Lahko povem, da sem v letih študija pridobila ogromno znanja in samozavesti za upravljanje samostojnega pravnega dela. Študij v Ameriki namreč temelji na praktičnem znanju, številnih pogovorih na predavanjih, ki pomagajo spodbuditi in oblikovati lastno razmišljanje. Aktivno sodelovanje je ključno za samozavest študenta, ko je ta kasneje v življenju izpostavljen, da izrazi svoje mnenje. Profesorji vedno spoštujejo tvoj odgovor, nikoli ne bodo pokazali neodobravanja tvojemu odgovorju, lahko rečem, da sploh ni napačnega odgovora, temveč bodo kljub morebitnem nepopolnem odgovorju skušali razviti nadaljnji pogovor na način, da se bodo vsi prisotni samo še več naučili. In na začetku študija je bilo poudarjeno, da je cilj programa ustvariti pri študentu razmišljanje, ki je značilno za pravnega profesionalca. In res, študij je bil oblikovan tako, da smo se pri prebiranju na primer sodnih praks, neštetih pravnih primerov, statutov in tako dalje, po naravni poti izoblikovali to vrsto razmišljanja, sklepanja in reševanja primerov. Profesorji niso od nas zahtevali zapolnitve ogromnih količin podatkov, ampak smo se sami in seveda z njihovo pomočjo skozi raziskovanje primerov naučili oblik in postopkov, ki bi jih drugače lahko tudi prebrali in se jih naučili v knjigi. Kot zanimivost lahko povem, da smo pri večini predmetov določili dan v tednu, ko je vsak, vključno s profesorjem, torej prinesel kuri aktualen članek oziroma novico, ki je bila primerna glede na učno snov, in smo jo torej smo se zbrali okoli mize in smo o tem debatirali in se seveda tako širili še obzorja. Všeč mi je, da ameriške univerze ponujajo aktualne predmete, ki so v koraku s časom, svetovnimi trendi in glede tudi zaposlitve, pomaga potem pri zaposlitvi. Tako sem na primer za današnji čas zelo primernima predmetoma e-government in e-commerce pridobila zanimanje za pravo zasebnosti. Zaposleni profesorji ti lahko predajo veliko praktičnega znanja, saj je večina njih dejavna tudi izven univerze. To so ali torej nekdanji odvetniki, ali še vedno deluje kot odvetniki, sodniki, zdravniki, raziskovalci, ki z nami delijo njihove izkušnje iz zunanjega sveta in snov povezujejo z različnimi primeri. Dobila sem občutek, da nas profesorji resnično želijo pripraviti na situacije, ki nas čakajo pri upravljanju poklica in poudarjajo ter od nas zahtevajo način dela, ki nas čaka po končanem študiju. Poleg vsega pa so profesorji ustvarili spodbudno vzdušje, v katerem nihče od nas niti ne pomisli, da ne bi aktivno sodeloval ter izpolnjeval svojih študijskih dolžnosti. Kot že omenjeno, ogromno je sprotnega dela, ki v študentu vzbudi željo po nadaljnjem raziskovanju tematike. Kljub temu, da sem se na začetku zavedno podala v smer študija, ki ne bo priznan izven ZDA, torej izven tega anglosaškega pravnega sistema,
nisem tekom študijskih let v Ameriki pomislila, da bi karkoli spremenila, saj sem po vsakem predavanju zapustila predavalnico z nasmehom na obrazu in z veliko gradiva za premišljevanje. Upam, da me bo tudi nadaljno spremljal ta v Ameriki pridobljen odnos do prava, razmišljanja in motivacija. Lahko tudi povem, da sem v poletnih mesecih po zaključenem drugem letniku upravljala prakso v eni od odvetniških pisarn, kjer sem se zelo dobro znašla, kar samo potrjuje, da je študij v ZDA odlično zasnovan. Torej, in s tem še povedala, da poudarila, da če je volja, da ni ovir, kjerkoli deluješ. Res zanimive predstavitve vseh 6 govorcev. Pa če sedaj začnemo z razpravo, s tem našim pogovorom in se recimo najprej dotaknemo tistih prvih korakov, torej še preden človek se sploh poda v tujino. In recimo, Sofija, ti si omenila, da te nekako tvoja univerza sama našla. Me pa bolj zanima mogoče pri tistih, ki ste sami se nekako morali najti tisto univerzo in kako ste sploh pristopili k tej dilemi med študijem doma oziroma študijem v tujini. Patek, recimo, če tebe vprašam, kaj so bili pri tebi tisti odločilni faktori za odločitev, da greš na Imperial College, da greš sploh v Anglijo? Najprej sem šel primerjati sam dodiplomski sistem študija in sem ugotovil, da v bistvu ima Slovenija zelo konkurenčen dodiplomski študij, vendar se pojavi razlika pri kasnejšem podiplomskem študiju zaradi enostavno večjega financiranja na splošno. To seveda ne pomeni, da imamo mi samo raziskovalno dejavnost, vendar da so enostavno večje možnosti. In sam si tudi še vedno želim iti dalje v raziskovalno dejavnost in menil sem, da bi mi študij v tujini omogočal lažji dostop do tega. In to je bila v bistvu moja odločitev, zakaj sem želel iti v Anglijo na vrhunske univerze, kjer pač že sam brand name omogoča tudi kasnejši lažji dostop v neko raziskovalno delo. Mislim, da je dr. Lenarčič danes zelo dobro pokazal, da tudi v Sloveniji raziskovalna dejavnost cveti in recimo že samo dejstvo, da se tudi sam, ki študiraš recimo na Imperial College, potem upravlja poletno prakso tukaj, je tudi priča temu, da inštitut recimo uspe pritegniti tudi mlade slovenske študente, se pravi ne samo tiste najbolj perspektivne v Sloveniji, ampak seveda tudi take, ki študirate v tujini. Kako je pa recimo bilo s priznavanjem slovenskih diplom oziroma slovenske mature? Recimo Patrik, Anja sta delala oziroma pravila mednarodno maturo. Ali recimo pri tebi in pri tvojem vpisu v Ameriko, kako je bilo s priznavanjem oziroma poznavanjem slovenske mature? Si potrebovala še kakšne dodatna dokazila posredovati ali je bila sama matura dovolj? Ja, v moji izkušnji je zelo pozitivna, mislim, da so v Ameriki zelo fleksibilni glede tega. Torej, prevodi, to je pa to. Overjeni prevodi, res je pomembno, da si vzameš, da začneš ta proces zelo zgodaj, kaj ti nikoli ne veš, kaj še bojo zahtevali od tebe, tudi prevajanje traja, kar vzame nekaj časa. Ampak mislim, da nič kaj, kar ne bi zahtevala tukaj naše fakultete, ni bilo potrebno. Jaz bi sem še dodala, jaz sem mogla v bistvu upravljati SAT, pa TOEFL, to je zahtevano z vsake strani, vsake univerze v Ameriki. Potem pa, ker sem bila športnica, NCAA, to je v bistvu ta liga, katera ima pod okriljem vse športe, treba je v bistvu predati vso to dokumentacijo in potem mora NCAA te odobriti, da v bistvu ti lahko greš v Ameriko. Pa še ena stvar je za športnike, ne vem, če je tlele kdo, pomembno je to, da imaš amaterski status, da nikoli v svoji športni karieri nisi prejel tudi 10 evrov nobene v bistvu denarne nagrade, zaradi tega, ker v bistvu dokler si ti študent, naj ne bi, v bistvu ne smeš, po teh pravilih nobene denarne nagrade prejeti, tako da je na to treba biti pozoren tudi. Torej, recimo tudi neko sporočilo, mogoče tistim, ki oklevate, pri tem, da bi se sploh podali v tujino, še na to izkušnjo bila neka
dejstvo, da študirate v nekem slovenskem sistemu, ni nobena ovira. Sem pa hotel samo se potem nadvezati, recimo navadva, ali mogoče ti, ki si opravil mednarodno maturo, si opazil mogoče kakšno prednost pri vpisu v Veliko Britanijo? Zdaj z mednarodno maturo je stvar resnično enostavna, ker je to program, ki se dejansko izvaja preko celega sveta. Tako da v bistvu, torej, ko se spisujete, vam oni povejo, mathematics rabite higher level, ne vem, kemijo rabite na standardu ali pa na higher, vi te predmete izberete, maturo opravite in IB organizacija vaše rezultate, če jim date za to pooblastilo, kar avtomatsko pošlje univerzi, tako da v bistvu sploh ne rabite skrbeti za to, da bi vaši rezultati dospeli do univerze. In ta postopek je celo tako avtomatski, da ga potem oni samo sami procesirajo in vi samo na koncu dobite tisto pismo, ki je, upajmo, da pozitivno, torej da ste bili sprejeti. Tudi kar se tiče jezikovnih zahtev, torej kot sem že rekel prej, strani mednarodne mature, vam je ta jezikovni del ponavadi avtomatsko priznan, tako da mislim, da niti za Ameriko, niti za Veliko Britanijo ali kakšnokoli drugo angleško govoreče državo ne rabi dodatnega jezikovnega izpita. In pa seveda tudi dejstvo, da če ste dijak mednarodne mature, torej 2 leti v gimnaziji, že dejansko se učite, berete, študirate in pa pravite vse izpite v angleščini. Tako da mislim, da tudi bolj ta jezikovna tranzicija bistveno lažja, ko se dejansko bolj predstavite na študij v tujino. Izvoli? Lahko samo dodam, glede študija mednarodne mature omogoča, da so tudi recimo fizika, kemija, biologija, drugi predmeti na višjem nivoju, kar se pri meni izkazalo za zelo dobro kot boljšo pripravo na sam študij. V Ameriki pa recimo se vam pa to že šteje za extended credit in tako lahko preskočite z dovolj dobrimi ocenami in s pravimi predmeti, lahko recimo preskočite celoten prvi letnik matematike študija fizike v Ameriki. Jaka, kako je pa to recimo na področju kulture, na področju glasbe? Glede tega je bilo pri meni malo drugače, ker sem popravljal v bistvu splošno maturo in v bistvu za mojo šolo na področju kulture načeloma ni potrebno imeti jezikovnega izpita, tako da je v bistvu pri maturi samo potrebno to, da jo narediš. Je pa bolj pomembna seveda audicija, torej v vsakem primeru moraš vsaj enkrat iti na šolo in je ta audicija v bistvu kar dolga, ima več delov, recimo preizkus glasbeni, v mojem primeru glasbene nadarjenosti, pa potem intervju, pa nek splošen teoretski preizkus. Tako da v bistvu tisti drugi del bolj pomemben kot sama matura. Ja, pa če se sedaj recimo dotaknemo tudi teme dostopnosti informacij o študiju v tujini. Recimo, Mojca, če tebe vprašam, kaj so bili tisti viri oziroma kje je po tvojem mnenju bilo se najbolj koristno informirati glede možnosti študija, recimo prava v Ameriki, kaj je bilo tisto, kar je bilo tebi najbolj uporabno? Ja, same spletne strani šol, na katere sem se prijavljala, ponujajo ogromno informacij, tudi administrativni delavci sami so bili zelo dostopni, tako da sem se lahko vedno nanje obrnila in sem v kratkem času pravzaprav dobila odgovor. Potem sem se pa obrnila tudi kar na nekaj slovenskih študentov, ki so bodisi bili na tej šoli, ki me je zanimala, ali so pa že se vrnili v Slovenijo, pa sem se potem z njimi dobila in so mi tudi svetovali pač z zelo koristnimi informacijami, tako da mislim, da je tudi ta pobuda vtisa, da se na ta način študenti mrežijo in delijo informacije zelo pozitivno. Torej, tiste informacije z prve roke so pogosto... Jaz mislim, da je to najpomembno, ja. Odlično, pa če sedaj recimo nekako naredimo tisti korak dalje, zdaj smo se vpisali vsi v tujino, pa zdaj enkrat, ko človek pride tja, kakšna je recimo tista asimilacija na neko novo mednarodno okolje? Sofija, recimo, ti si govorila o kulturnem šoku in tako naprej. Kako se potem recimo doživljala ta kulturni šok Amerike, kako se recimo z njim spopadla in tudi recimo v kontekstu uporabe tujega jezika in tako naprej? No, tako je bilo v bistvu ta kulturni šok, večinoma, kar mi je najbolj pomagalo, je bilo to, da je bilo veliko Evropejcev, tudi v ekipi. Spoznala sem tudi tam živimo na 7 Slovenk, katere smo v bistvu, dosti jih je delali podiplomski študij ali pa sedaj delajo tam. To je v bistvu, s tem sem se tudi spopadala, recimo tudi z domotožjem. Potem pa v bistvu ta neka miselnost, to smo ugotovili, da mi mednarodni international students razmišljamo na drugačen način kot Američani.
Ampak v bistvu po eni strani se učiš od Američani, oni se učijo od tebe in ta mešanica kultura je zelo pomembna. In zdaj se v bistvu samo se šteje kot neka širjenje obzorij in osebno rast. Jak, ti si pred enim letom komaj začel v Veliki Britaniji. Velika Britanija je mogoče geografsko malo bliže, kaj pa kulturno, mislim, je bilo potrebno nekaj prilagajanja na začetku, kako si se ujel? V bistvu mislim, da je situacija glede evropskih držav dokaj podobna, ampak še verjetno predvsem v Londonu je veliko migrantov iz drugih držav, praktično iz celega sveta. Enako tudi na naši šoli imamo recimo sošolce iz Malezije, Fidžija, Južne Afrike in tako dalje. Tako da si v bistvu vržen v neko situacijo, ampak dobra stran tega je, da smo bili vsi v isti situaciji. Torej vsi smo bili večinoma tam sami, mogoče na začetku malo prestrašeni, malo negotovi, ampak smo seveda vsi vedeli, da moramo takoj navezati stike, zato je ta prehod tudi že samo zaradi tega lažji. Ja, tudi sam, ko se spominjam, vedno sem označil za starega, ampak še vedno se spomnim iz svojih prvih korakov in ravno tiste vezi, ki se potem spletejo na samem začetku, so pogosto tiste najbolj trdne. In tudi zdaj, desetletje odkar so se spletli še vedno, smo seveda na nekih zelo različnih poteh, ampak te povezave definitivno ostanejo. Če se zdaj recimo dotaknemo nekako integracije študijskih obveznosti in pa obštudijskih dejavnosti. Dobro, če človek vrhunski športnik, potem skoraj ni izbire. Ampak, Alen, tebe bi rad vprašal, ki nekako zelo uspešno koordiniraš, se pravi, kako svoj študij na področju naravoslovja, pa po drugi strani recimo tisto kulturno udejstvovanje v zboru, ukvarjanje z glasbo in tako naprej. Kako je ta integracija med samim akademskim delom, pa potem obštudijskimi dejavnostmi poteka v tvojem primeru? Zdaj, v mojem primeru jaz ne funkcioniram ne brez enega in ne brez drugega. Kar se tiče univerze v tujini, torej jaz sem študent medicinske kemije. Bil sem pred odhodom v tujino, sem bil v zelo velikem razcepu med glasbo in kemijo. Prevladala je ta medicinska kemija, ta moja raziskovalna širica. Ampak tujina v bistvu omogoča oboje in to na zelo visokem nivoju. Zakaj pravim tujina? Saj verjamem, da v Sloveniji, če bi študiral tukaj, bi se vsekakor našel tudi tukaj neko sporedno aktivnost, ampak v tujini, oziroma na moji univerzi sem imel to v bistvu možnost, enkrat sem sledil na Twitter profilu od naše univerze, da so iskali dirigente za akademski pevski zbor. Sicer sem prezrl dejstvo, da moraš biti študent glasbe, pa ne vem, kjer je letnik glasbe, da se sploh lahko pojaviš, ampak jaz sem kar tam napisal te smer in odhitel na audicijo, ki je bila še v istem dnevu, mislim, da sem imel glih to ure časa, da sem priletel iz sobe na faks in na to audicijo, da v roko gremo. Potem je drugi dan so me poklicali in so mi rekli, you're studying music, right? Which year? Pa sem bil tak, jaz sem pa na medicinski kemiji, pa sem bil tak, wow, In ko sem v bistvu, ampak če bi te na primer pri nas zaradi tega mogoče takoj dali stran, so mi pa tam dali možnost, so mi pa rekli, gledaj, damo ti 3 mesece, in damo ti tega glavnega zbora, tu imaš neko skupino, pa nam ti pokaže v teh 3 mesecih, kaj znaš. In to sem jaz naredil, vtis je bil dober in potem se je to končalo tako, da sem v bistvu dobil v svoje roke torej dekliški akademski pevski zbor. To pa pomeni tudi veliko dobrih stvari, na primer veliko tudi povezovanja med Slovenci, kot smo že rekli, mi smo letos z Nottinghamom imeli 40. obletnico, odkar se v Nottinghamu kot na edini angleški univerzi poučuje slovenski jezik. Povabili smo Vlada Kreslino in skupaj z njim je ta zbor prepeval v slovenščini in to je bilo res tako eno jeseno doživetje. Sicer se mi pa tudi zdi, da te obšolske dejavnosti, ne vem, vsaj v mojem primeru se mi zdi, ne vem, mogoče je to osebno opažanje za nadobudni mladi znanstveniki, kaj nam ali pa kaj jim manjka, se mi zdi, da je to ena tista kreativnost in pa tisto, kot pravijo Angleži, thinking out of the box. In to neka, se mi zdi, da če se ukvarjaš z neko glasbo pa z neko kulturo, ti da to tisto ravno, pa šport, tisto pravo mejo kreativnosti in pa abstraktnega mišljenja, ki ga lahko v bistvu zelo spritno uporabiš v teh znanosti. In se mi zdi, da če smo kot mladi znanstveniki, če stremimo k temu, da bomo kreativni, inovativni in pa domisleni, da je to tisto, kar bo rešilo našo prihodnost. In mislim, da lahko vse te obštudijske dejavnosti k temu samo še izdatno pripomorejo. Ja, če mogoče nekaj dodam, glede, če smo že pri ljubiteljski zborovski kulturi. V Sloveniji imamo to sicer zelo razvito, ampak mislim, da se pol nekje pri neki starosti to neha. Jaz sem pa recimo v Londonu tudi videl, da je veliko zborov, lahko gledamo na tiste, kjer si udejstvujejo bolj mlajši, recimo do 30 let in so večinoma neglasbeniki. Torej ali študirajo, ali
izvajajo podiplomski študij, ni nujno, da so iz Londona, torej so iz celega sveta, ampak se vedno povezujejo v nekih zborih. Če pa gledam recimo po drugi strani pa recimo klasični zbor, kot je recimo London Philharmonic Choir, so pa tam tudi ljudje, ki so stari od 20 pa praktično do 80 let. In mislim, da je tam v bistvu nekoliko to lažje, da se poleg službe večinoma vsi udejstvujejo neke take dejavnosti, ampak mislim, da je to dobro razvito in tudi poskrbljeno. Tako da mislim, da tega mogoče imamo manjka pri nas. Ker se pri neki starosti oziroma na neki točki to nekako zaključi. Ja. In človek dobi kar občutek, recimo, da se v tem včasih, ko se že od samega začetka spodbuja to, da človek se ukvarja s svojo primarno dejavnostjo, ali to študijo, ali to služba, ampak da imaš nekaj zraven, ne vem, da bodi si del civilne družbe, da se udejstvuje, da je nekako aktiven. Že od samega začetka, že med študijem se potem to pozna tudi kasneje v odraslem življenju. Ki pa Mojca tebe vprašal recimo na neki podiplomski ravni, recimo na magistrskem študiju, so verjetno te obštudijske dejavnosti nekoliko bolj upete, oziroma tudi bolj tesno povezane s samo temo, recimo magistrskega študija in tako naprej. Kako je bilo v tvojem primeru na Harvardu? Ja, kar nekaj tega, no, kar si prej naštel, da sem počela na Harvardu, so bile v bistvu po svoji naravi obštudijske dejavnosti, naprimer zastopanje sirskega begunca iz Libanona v sodelovanju z eno odvetniško pisarno je bilo obštudijska dejavnost, potem delo v imigrantskem zaporu na mehiški meji je bila tudi obštudijska dejavnost. Tako da te ponudbe je veliko, se je pa vedno možno vključiti tudi v siceršnje študijske dejavnosti, ki jih ponuja šola, in tudi sama sem tako naprimer tenis igrala za Harvard Club in počela še mnogo drugih stvari. Skratka, možnosti je res veliko. Tudi tam je dovolj časa, se pravi, za koordinacijo obojega in zahtevnega študija, kot tudi obštudijske dejavnosti. Ja, zelo nas tudi spodbujajo k temu, da je pač to pomemben del življenja, da si treba tudi za to čas vzeti. Odlično. Zdaj pa nekako povezano mogoče s tem, se pravi, ni čisto obštudijska dejavnost, da je na nek način tudi neko delo, se pravi delo med študijem, se pravi med poletnimi meseci, včasih celo med študijskim letom. Patrik, tukaj bi se nadvezal na te, ker si že to omenil v samem govoru. Kakšna je tvoja izkušnja recimo s študentskim delom oziroma s poletnimi praksami v tujini, pa tudi recimo, če primerjaš to v Sloveniji, rekel sem, da si tudi tukaj poleti bil na inštitutu in tako naprej. Kakšno je tvoje videnje na to? Samo delo med študentom je veliko bolj redko kot pri nas. Največja razlika je, da ni študentskega servisa, preko katerega bi to šli, temveč je odvisno od posameznega študenta. Edino, kar študentska zveza ponuja, je, da se recimo zaposliš kot natakar v študentskem baru, za kar si potem tudi plačan, ampak ni pa pogosto. Ti si tam večinoma zato, da študiraš in tudi finančne možnosti za britanske in mednarodne študente so take, da načeloma se ne dela. Medtem ko pa v Sloveniji veliko študentov gre študirati zato, da lahko delajo preko študentskega servisa, da sploh dobijo delo. Glede same poletne prakse, velikokrat se za velike firme začnejo razpisni roki že jeseni, mogoče zgodaj po zimi, decembra, januarja. Včasih so decembra že intervjuji za določene poletne prakse, medtem ko tukaj sem pa lahko napram Angliji relativno pozno lahko stopil v kontakt s raziskovalnim odsekom. Glede samega poletnega dela pa imam samo tukaj izkušnje, ampak to so bile izkušnje v raziskovalnem laboratoriju in menim, da so zelo prenosljive tudi v drugo raziskovalno okolje. In to je tisto, človek dobi včasih občutek, da vsaj jaz sem dobil v Angliji, da nekako študenti veliko prej začnejo razmišljati tudi o karieri in o sami svoji karierni poti, že med študijem. In kot samo menijo, recimo, medtem ko marsikdo tukaj med študijem opravi neka študentska dela, recimo v Angliji je bila moja izkušnja, da marsikdo med študijem, recimo med poletnimi meseci, dela v sektorju oziroma v podjetjih, v katerih bi se potem tudi radi kasneje zaposlili. Ja, to je definitivno zelo pogosta stvar, ki se dogaja tam in tukaj so predvsem zelo pomembni karierni sejmi, ki jih organizira univerza. Recimo največji je verjetno inženirski karierni sejem, ker prihaja več kot 90, letos je bilo več kot 90 različnih
podjetij, od recimo Nvidia do Dow Chemical do BP, ki potem iščejo nove študente in tam potem dobiš informacije od njihovih rekrutnih agentov, kakšne so poletne možnosti za takšno obštudijsko delo in koliko gledajo in koliko so potem pripravljeni sprovzeti študentov in jim ponuditi možnost pridobiti same delovne izkušnje, kar potem seveda šteje velik plus pri sami zaposlitvi. In univerza tudi dodeli kreditne točke za opravljeno prakso v večini primerov, ne? To je specifika najbolj za ZDA. Ja, ne vem kako. Ja, to je recimo tudi pri nas, jaz trenutno upravljam v Ljubljani prakso, katera se mi bo pa priznala v Ameriki, kar vidim kot en velik plus, in tudi, ko sem omenila, da imamo v bistvu prav posebnega profesorja za prakso, in ko sem omenila, da mislim v Ljubljani probati najti prakso, kar tudi sem, je bil izjemno navdušen in je vprašal, a bo to plačana praksa, sem rekla, da še mislim v prvi fazi, meni to v bistvu sploh ni bilo pomembno, in v Ameriki ponavadi, ko se dela prakse, zelo redko je v bistvu tudi plačana praksa, pa ko sem prej omenila, da študentsko delo v Ameriki, poleg študija, tam so vsi redni študentje, delajo zato, da si lahko plačajo šolnino, ni študentsko delo, kakor včasih v Sloveniji, delajo pa ne hodijo na faks v bistvu. Ja, tudi po 2 službi, ja. Zdaj, mogoče še ena stvar, jaz se te nisem zavedal, zgodila pa sem zelo vesel, torej jaz sem si, ko sem odšel v Anglijo, sem se vpisal na 4-letni enoviti magistrski študij, za katerega sem pač mislil, da to bodo 4 leta v predavalnicah, laboratorijih in potem bom jaz razmislil o podiplomskem študiju. Ko sem lani končal prvi letnik s dovolj visokimi ocenami, pa me je na mojem univerzitetnem e-mailu pričakalo eno tako lepo sporočilo, v katerem je v bistvu pisalo, da imam, zato ker sem dosegel dovolj visoke rezultate, možnost, da se prijavim na shemo tako imenovano Assessed Year in Industry, da sem začel tako raziskovati in sem ugotovil, da pri tem gre v bistvu za program, v katerem lahko študent, ki doseže neko določeno visoko povprečje, se dejansko, če želite v mojem primeru, prijavi v neko farmacijsko podjetje in tam upravlja enoletno, če hočete, prakso, ki pa je v bistvu ocenjena. V mojem primeru, kar se je zgodilo, jaz v bistvu čez 5 tednov odhajam v eno izmed vodilnih farmacijskih podjetij v Basel v Švico, kjer bom 12 mesecev sodeloval v enem izmed njihovih znanstvenih laboratorijev. Vse to se bo mi ocenilo, imam mislim, da še 3 distance learning modules in mislim, da je to ena izjemna stvar, ki se mi je zgodila, saj bom ne samo pridobil neke dodatne izkušnje, ampak to je res tisto, se mi zdi, kar bo dalo potem mogoče meni za nekega potencialnega delodajalca prihodnosti neko dodano vrednost. Kljub temu pa to šteje kot normalni 3-letnik faksa in se bom potem v 4. letnik seveda vrnil v Anglijo in dokončal ta študij. Tako da tudi, če koga zanima kakšna takšna stvar, tudi tujina ponuja tudi te možnosti, tako da jih je vredno izkoristiti. Mogoče sugestija za naše gospodarstvenike, ki se tukaj sestanejo jutri, kakšne takšne scheme, leto v industriji. Sam en komentar dam, glede, da imam podobne izkušnje, da vi ste tako dobri, kot sem napisal, da best in the brightest grejo ven, da meni sabo zame. In vsi imate nekaj skupnega, da delate ekstra curricular activity, ali mojca, ki delala poleg študija vse druge stvari, ali vi, ki plavate, ali vsi ostali glasbeniki. V Ameriki glasba velja extra curricular activities, da ti že v zgodnjih letih pokažeš leadership qualities. Recimo, če si predsednik razreda v gimnaziji, high school, ali jaz sem šel 2 let delati, preden sem šel v Ameriko na Fulbrightovo štipendijo, sem v 25 letih 3 nagrade za arhitekturo, sem bil inženir arhitekt. Za enega tako veliko sem si novega Volkswagena kupil. Potem sem ustanovil revijo za prostorsko planiranje, ki se imenovala Prostor. Potem sem bil predsednik v društvu, v urbanističnem društvu za komunikacije in publikacije. In ko so to na Harvardu videli, so rekli, da se ponavadi dobijo nagrade nacionalne po 50 letih, tudi če bo 2 leta spal na magistrskem študiju, ne bo nič. Ne bo boljši, kot tisti, ki bo diplomiran. Tako da to blazno velja in vsi imate. To pokaže, da ima nekdo energijo. Mi smo imeli eno sodelavko na Svetovnem kongresu, ki je pri nas delala, pa v Bruslju, pa poleg študija prava in so tako ena avstrijska firma poglavila, kjer
če jaz gledam CV, da ste vi študirali, pa zdravo delati poletno prakso, pa prakso med študijem, pa tako naprej, je to blazno velja. Še ena priporočilo za Ameriko, včasih so bile za socialistične države Fulbrighova štipendija samo prvo leto. Potem, da je tukaj pol delal, bom prišel, naredil enoletno magisterija, samo ocenamo, pa niti naslova, ne. Pa mi je bratranc rekel, če si prvega razredu, ti bo vse plačal. In sem mi pol drug let vse plačal, pa doktorat ne ima ti vse plačal. Potem sem šel na prakso poletno, ko sem končal doktorske izpite. Pred disertacijo pišeš, je zelo težko dobiti nam za disertacijo, da 3 mesece na Svetovno banko. Sem delal 10 ur na dan, so mi ponudili službo in so rekli, nimo plačali tvojo disertacijo, polovico boš delal kot konsultant, polovico boš pa pisal disertacijo in sem končal leto pa pol. Ampak extracurricular activities, leadership qualities pa energija, to ste vsi pokazali. In jaz ostajam brez besed. Sam naj bi mogel tega bolje povedati. Bi se pa dotaknil ene stvari, ki mogoče tudi v Sloveniji še nekoliko manjka in tukaj se bom vrnil na te Mojca in sicer rad bi govoril nekako o tem mreži alumnijev in pa tudi nasploh recimo o sami univerzi kot neki skoraj blagovni znamki, ne? Ker pač če je katera univerza neka blagovna znamka, potem je to definitivno Harvard in če ima katera univerza dobro izoblikovano mrežo alumnijev, je potem to tam. Kako se to recimo odraža po tvojih izkušnjah, recimo zdaj, ko si zaključila ta študij? Ja, že tekom študija pravzaprav univerza zelo spodbuja v nas ta občutek, da smo del neke širše skupnosti, ne samo del law school, ampak del univerze kot celote in del neke res dolgotrajne tradicije. In potem takoj, ko pravzaprav smo doštudirali, smo dobili že povabilo v alumni mrežo, kjer nas zdaj v bistvu redno kontaktirajo in nas vabijo na raznorazne aktivnosti, ki jih imajo. Tako da je ta mreža res zelo močna. In tudi potem nekako, ko iščeš službo, na primer v tujini, je navada, da se vedno obrneš na nekoga, ki je tudi pravzaprav iz alumni Harvarda. Naprimer, če iščeš službo v odvetniški pisarni, poiščeš, kdo izmed partnerjev je pač študiral prav tako na Harvardu in se potem obrneš nanj in je potem tako nekako lažje pridobiti določene informacije ali si pa odpreti določena vrata. Ja, ker vedno recimo tudi na moji angleški univerzi, London School of Economics, so imeli prav organizirano shemo, torej mentor in potem študent oziroma pred kratkim diplomirani študent in prav skozi to alumni mrežo je potem se nekako nadaljevalo ne sicer uradno šolanje na tej univerzi, ampak skoraj nekako neuradno mentorstvo in še neka neuradna vpetost v samo univerzo. Mogoče bi dodala tudi te možnosti so, je pa zelo pozitivno tudi, da pravzaprav alumni mreža vzpodbuja donacije. In naprimer, jaz sem sama dobila deloma plačano šolnino strani Evropske alumni mreže, ker se pač vsako leto zberejo določena sredstva in se potem pač izbere študenta, komu se bodo ta sredstva namenila. Odlično. Zdaj, če smo nekako doštudirali v tujini, pa se zdaj vprašamo še, kaj pa po študiju. Nekaj teh stvari smo že slišali, recimo, Mojca, ti se vračaš, v bistvu je vračanje. Kaj pa recimo Jaka, Patrik, Alen, vi, ki ste še nekako na začetku svoje izobrazbene poti. Kaj so pri vas tiste dileme, se pravi, ostati v tujini, vrniti se v Slovenijo, kateri so najbolj pomembni faktorji, o katerih mogoče že zdaj razmišljate, še par let prednje treba sprejeti to odločitev? Torej, glasba je dokaj delikatno področje in mislim, da ne bom še enkrat razlagal, kakšna je situacija v Sloveniji, ker mislim, da vsi dobro vemo. Tako da moraš biti pri tem zelo pazljiv. Jaz bom nekako računal, da bom imel nekatere projekte tudi v Sloveniji, ampak mislim, da glede na moj študij in tudi glede na moj naziv, mi ne bo omogočeno se vrniti torej dolgoročno, torej da bi v Sloveniji živel, delal in se preživljal. Torej bom nekako imel lahko projekte v Sloveniji, ampak bom še vedno moral imeti neko bazo v tujini. Sam nameravam kasneje po končanem magistrskem
oditi še na doktorski študij, vendar ne vem še točno kje, ne vem niti še čisto točno kaj, tako da najprej nameravam narediti doktorski študij in potem pa se gre predvsem za to, kje mi bodo omogočene raziskovalne možnosti, kjer bom lahko takoj začel se ukvarjati z raziskovalnim delom. Če bodo te možnosti obstajale v Sloveniji, se bom zelo rad vrnil, vendar če jih ne bo, bom iskal druge možnosti. Ja, ravno to pogosto ljudje rečejo in mislim tudi v eni izmed današnjih uvodnih predavanj smo slišali, da pogosto niti ni tisti glavni faktor neka finančna nadomestila, finančna nagrada, temveč predvsem možnosti dela in možnosti kvalitetnega dela. Ali kaj pa s vas stvari? Tudi jaz se pridružujem že obema prej, vsekakor mislim, da se vsak izmed nas tukaj in tudi vsak izmed vas želi delati na delovnem mestu, kjer bo lahko do maksimalno razvil svoj potencial. Kaj pa vem, morda si želim, da so tiste krivulje, ki smo nam jih prej pokazali, v inštitutu naslednjih, da začnejo strmo spenjati, da se tukaj vidimo, sicer pa kamorkoli nas bo pot zanesla, mislim, da najpomembnejše, da se vsi potrudimo in resnično damo tisto maksimalno od sebe. Mislim, da če človek da vse od sebe, lahko v bistvu uspešen kjerkoli in česarkoli se lotimo.